Radio Robin, poslušate Uro Simčič, vam voščim dober dan v oddaji Koraki do uspeha. V oddaji, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinten Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v ospredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. No, tema tokratne sezone Koraki do uspeha oziroma Korakov do uspeha je podjetništvo v umetnosti oziroma, če hočete, obratno, umetnost v podjetništvu. Včasih na videz nezdružljivi področji, ki pa ima skušamo najti skupne točke. Je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno? Če je, katere so skupne točke, kje so prepreke, kje izzivi, kje priložnosti? Vse to in še več tudi v današnjih korakih do uspeha, katere gost je človek, ki je dokazal, da lahko tudi programska koda postane umetniški čopič. Diplomirani inženir strojništva, dolgoletni poznavalec informatike, pionir generativne umetnosti pri nas in umetnik, ki že desetletja ustvarja s pomočjo matematičnih algoritmov in lastnih računalniških programov. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Bogdana Sobana. Dober dan, dobrodošli. Dober dan vsem. Sem prav povedal vse zadeve, s katerimi se ukvarjate? Točno tako. No, pa če bi digitalni umetnik, tako smo rekli, ako berem vaš življenjepis, bi rekel precej unikaten, kot ste si sami nekoč nadeli pridevnik samorastniški umetnik, oziroma kako bi se sam sebi, oziroma kako bi sebe predstavili poslušalcem, tistim, ki vas še ne poznajo. Ta ideja okrog te vrste umetnosti se je porodila pred 50 leti, to je pol stoletja nazaj. Takrat sem bil na služenju vojaškega roka, bilo je 1 leto po koncu mojega študija na strojni fakulteti in ker sem bil tam zelo, vajen nekega zelo podrobnega risanja, sem v vojski, namesto pisem ženi, ki počasi zgubiš ideje, kaj bi pisal, se domislil, da bi mogoče pošiljal domov slikice. No, in tako sem si omislil ene slikice majhnega pisanskega formata, narisal sem drobno mrežico in sem potem tole mrežico izpopolnjeval s kvadratki, najprej črno-belo, potem sem tudi flomaste že takrat imel, tako da so nastajale tako, bi rekel, abstraktne slike, neki vzorci in tudi mogoče realni pogledi na okolico, torej recimo Mostarski most sem upodobil večkrat. No, ta ideja okrog tehle pikslov, takrat nisem niti vedel, da so to piksli. A je mimogrede žena bila vesela tovrstnih pozdravov iz vojske? Mislim, v glavnem neke take reakcije, v negativnem smislu ni bilo, ne? In mislim, da je to sprejela, kajti zmeren sem na te slikice še kaj pripisal zraven, ali spredaj, ali zadej, tako kaj takega, ki sem pač čutil, da bi sporočil. Torej ste ubili 2 muhi na en mah, razveselili ženo, obenem pa še spoznali nekaj novega, s katerim ste se začeli ukvarjati in je zaznamovalo vaše življenje. Torej 40 let digitalne umetnosti. Ja, torej tako je. Po tem služenju te vojske in temi ročno izdelanimi digitalnimi slikami sem tam okrog leta 82-83, ko je bil dostopen računalnik Commodore 64, sprašil spet na to idejo, kaj če bi to z računalnikom delal. Mislim, ta ideja me sicer ni zapustila nikoli, vendar nekaj časa se s tem nisem ukvarjal. No in ko sem ugotovil, da Commodore zna, da ima programski jezik, da zna narisati točko, črto in to v izbranih barvah, da pozna naključno funkcijo, se je meni odprl čisto novi svet v smislu programiranja tovrstnih pogledov na svet. Ste si takrat, pred 40 in več leti, sploh predstavljali, da bo iz tega nekoč nastal več desetletni umetniški projekt in na vse zadnje mednarodno prepoznaven opus? Torej, niti približno ne. Torej, zadeva je dolgo časa bila v krogu naše družine, ljudje praktično niti vedeli niso za to. Kako pa je prišlo do tega, da so izvedeli potem za vas? Torej, tako je, jaz sem se poznal zelo dobro z pokojnim Bojanom Štoklem, bila sva prijatelja in arhitekt, kipar, umetnik. On
je poznal edini to moje delo in me je nagovarjal, da to je treba predstaviti, kajti on je to razumel, kar mogoče tudi jaz nisem, da je to, mislim, nekaj edinstvenega. Jaz nisem poznal, kaj se v svetu dogaja, takrat interneta še ni bilo v tistih letih. No, in sem se pustil prepričati, da sem šel na drugi konc Slovenije, da ja me ne bi kdo spoznal. In sem se predstavil na prvem festivalu računalniške umetnosti v Mariboru z svojimi slikami doma natisnjenimi na A4 format. Ja, Bogdan, vaša umetnost je precej drugačna od, dajmo reči, klasičnega slikarstva in kar je še podobnih branž. Vi ne slikate s čopičem, ampak s programsko kodo. Kako pravzaprav nastane ena taka vaša umetnina? Tako čisto za nas, ki smo popolni laiki. No, torej, izhajajoč iz tega, da računalnik s pomočjo, mislim, nekih programov zna narisati barvne črte, barvne ploskve in različne oblike, da zna po točkah, mislim, prebrati ekran pa narisati nekaj, je pravzaprav program tisti, ki ga razvijem sam, tisti, ki nekako njemu da neko nalogo, da bo narisal nekaj. Ampak dejansko, ko jaz programiram, praktično ne vem, kaj bo on narisal, zato ker moj program je sestavljen tako, da dopušča računalniku izbor vseh parametrov slike, od barv do ploskev, do velikosti raznih vzorcev, do gostote slike. Mislim, torej vse te parametre, ki karakterizirajo neko likovno delo, dopuščam, da si izbira sam. Torej je na koncu morda včasih kakšna njegova umetnina tudi presenečenje za vas same? No, torej vsekakor, to so zmeraj presenečenja, še posebej recimo, ko razvijem nek program na novo, jaz mislim, niti približno ne vem, kaj bo ta program pričel delati. Kajti tudi, ko sestavljam formule, recimo, ker se tale matematična logika vlaga v algoritme, je nemogoče predvideti, kaj bodo te formule rodile, ko se bodo udejanile. Torej, vi uporabljate izključno lastne algoritme, lastne programe, torej zadeve, ki jih napišete sami, je tako? Ja, torej izključno delam z mojimi lastnimi programi in ko me zamika kaj novega, kar še nimam, grem pač razvijati in dokler ne razbijem tistega oreščka, mislim, ne preneham, kajti na tem področju želim stalno s tehnologijo mojih programov mislim naprej in dosegati moja dela, ki bi se čim bolj približala umetnosti. A na trgu obstajajo programi, najverjetneje obstajajo kakšni programi, ki so prav namenjeni? Na trgu ostaja ogromno programov, ki omogočajo risanje, od tega, da ima človek 100% vpliv, do tega, da ima malček manj vpliva, vendar dejansko pri teh programih je pravzaprav ta program je orodje. In ta, ki sedi za računalnikom, praktično uporablja to orode, kot da bi sam risal po platnu. Ali vi pri svojih programih dopuščate možnost posega v računalnikovo izbiro, če lahko temu rečemo? No, torej, ohranjate nekje kakšno mejo ali popolnoma pustite računalniku, da naredi svoje? No, torej, moji prvi programi, kar me je tudi navduševalo, je bilo to, da sem prepustil računalniku popolnoma vse, da je sam izbral. No, tukaj je bil pač, mislim, likovni vidik teh izdelkov ni bil takšen, kot bi ga, mislim, mogoče javnost tudi sprejemala. No, in potem sem pričel razvijati programe, pri katerih dopuščam določene, mislim, moje posege med samim procesom ali pred pričetkom, recimo, ne vem, izbira barvne palete, izbira zrnatosti slike, izbira kompozicije in tako naprej. In pri teh programih dosegam tudi z likovnega vidika malo boljše rezultate, kot bi sicer, če bi samostojno delali. No, če človek pogleda vaše slike, pogosto sploh ne bi rekel, da gre za digitalno umetnost, ne? Vsaj, ko pogleda oddaleč, potem od blizu, ko jih vidi, da je to narejeno s pomočjo tega, ampak je bil to tudi vaš cilj, da tehnologija ostane nekako v ozadju, v spredju pa ta emocija, vizualna izkušnja, recimo? Ja, torej, moj cilj je, mislim, v zadnjih letih, mislim, prav ta, da bi moje slike ne kazale več nekega digitalnega in računalniškega porekla, ampak da bi se približale za svojo pojavno obliko likovne umetnosti. In to, mislim, za temu stremim in tudi, mislim, tehnologije tako razvijam in raziskujem, da bi se temu cilju približal. Koliko pa je pri vašem delu matematike in koliko intuicije? Torej,
Matematika je relativno veliko, gre se sicer za srednješolsko matematiko, vendar intuicija je pa ogromno. Zakaj? Zato, ker ko sestavljam formule, kot sem že prej omenil, je nemogoče predvideti, kaj bo neka formula delala. Zato, formule sestavljam dobesedno intuitivno in šele, ko se prvič udejani, vidim, kaj ona rojeva. Ali umetna inteligenca vpliva na vaše delo in če v kolikšni meri? No, torej, danes veliko govorimo o umetni inteligenciji. Kolikor sem uspel se malček izobraziti, pač umetna inteligenca pravzaprav izbere vse človeško znanje ob nekem vprašanju in ponudi določene odgovore. In verjetno prav tako dela, če jim naročimo narisati neko sliko in bo izbrala vse te parametre, kar ona najde v tej svetovni zakladnici znanja. Torej, neke poskuse sem naredil, vendar po tej poti ne bom šel iz zelo preprostega razloga, ker želim, da so vse moje slike izdelane z mojimi algoritmi, z mojimi programi, z mojo intuicijo, ki je bila s temi algoritmi in programi tudi unešena. Torej, ste se kdaj srečevali s predsodki, kajti vi ustvarjate z računalnikom, oziroma s pomočjo računalnika, bomo rekli. Ste se kdaj srečali s predsodkom v smislu, to je naredil računalnik, ne umetnik? No, sam se s temi predsodki ne spopadam, ker sem v samem štartu že želel razumeti, da tele slike ustvari v bistvu računalnik na osnovi, moje programske opreme. Torej, ker je njemu prepuščeno vse, kar slika vsebuje, pomeni, da lahko ocenjujemo, da je pač ta njegov proces neka vrste stvaritev. Je pa tu recimo odnos javnosti do tovrstnega razmišljanja je pa zelo različen. Ne? Torej, javnost ne sprejema tega, da lahko stroj ustvari nekaj, kar še prej ni bilo in pripisuje zmeraj vso to znanje, vso to ustvarjanost človeku. Ne? Je pa tu stvar malček se prepleta. Kaj pa, ko temu dotičnemu človeku obrazložite, da dejansko za vsem tem stoji ena konkretna umetniška stvaritev oziroma neko umetniško delo, a potem spremenijo to mnenje? Prav veliko ne. Zato, ker tudi koncem koncev, kakor hitro mu razlagaš, algoritme po vse tele zadeve, on se zmeraj vrača na to vprašanje, saj se bo jih ti napisal. Res se mu jaz napisal, ampak v algoritmu je toliko spremenljivk, ki še nimajo nobene vrednosti v začetku programa in ko se te formule napolnijo z vrednostmi, takrat je to popolnoma drugačno stanje, neodvisno od mene. Torej imate dvojno delo. Najprej, da naredite neko umetnino, na to še da obrazložite, kako ste to naredili. Ja, pač žal je tako in če hočem s tem tudi, v javnost priti, moram tudi to pač narediti. Ali je danes tehnologija za umetnost predvsem priložnost ali tudi nevarnost? Kaj menite vi? Jaz mislim, da je bolj priložnost tole. Ne? Nevarnosti ne bi smel človek čutiti, občutiti pred temi novimi postopki in tehnologije bi saj le, mora on suvereno obvladovati celotno zadevo. Se tudi tehnologijo je izumil človek. Ne? Ja, to je tudi res. Ja. In vi ste lep primer človeka, ki je tehnologijo uporabil zelo ustvarjalno. Je morda ravno radovednost tista ključna podjetniška lastnost, ki jo potrebujete tako umetnik kot podjetnik, recimo, če se dotaknemo malce že podjetništva? Torej, radovednost vsekakor. Ne? Torej, brez radovednosti pravzaprav ni razvoja. Ne? In zdaj, če smo že blizu podjetniške variante, ne? Tudi na tem področju, vredno veljajo določene zakonitosti kot na področju umetnosti. Ne? Če nekam rineš, če nekam poskušaš, iščeš, potem se stvari tudi premaknejo. Gospod Soban, vaša pot je zanimiva tudi zato, ker ste velik del življenja preživeli v informatiki oziroma v svetu informatike, vzporedno pa gradili tudi to vašo umetniško zgodbo. Je bilo to v določenem obdobju nujno, da umetnost ni postala finančni pritisk?
Torej, vsekakor, mislim, na moji življenjski poti ni bilo nikoli, mislim, tega pritiska, da bi mogel na vsak, mislim, način skozi to moje ustvarjanje, recimo, ali se preživljati, ali kakorkoli. To mi je bilo, mislim, neka postranska dejavnost, ki je bila v bistvu bolj užitek in hobi, kot neka borba za neke finančne učinke. Kdaj pa je hobi prerasel v resno delo? Mislim, torej, hobi je prerasel v resno delo, ko sem se upokojil, to je bilo pred približno 15-16 leti in takrat sem tudi, mislim, pričel dosti bolj intenzivno ustvarjati in iskati tudi nove rešitve, več razstavljati, več se predstavljati in tako naprej. Bi lahko rekli, da ste takrat postal tipičen upokojenec, ki nima nikoli časa. No, to ne bi rekel, zato ker jaz, če je kaj zanimivega, si pa zmeraj vzamem čas. Edino pravilno v življenju je treba tudi na tak način iti skozi. Povejte mi še to, kako je težko je danes digitalnemu umetniku, kot ste vi sami, najti svoj prostor na trgu. Mislim, torej, veliko je bilo poskusov, da bi se digitalna umetnost v svetu bistveno bolj širila in prodajali. Ne vem, če so, mislim, poznani so tako zvani FDT-ji in tako naprej, ker so poskušali v široko in masovno, recimo, promovirati in prodajati digitalne stvaritve. Torej, dejansko se še zmeraj nekako trg bistveno bolj usmerja proti klasični umetnosti in prodaja digitalnih stvaritev brez neke močne, dobre zgodbe ne gre. Morda z vašega vidika malce krivično, ne? Ja, torej vse je ustvarjalno delo, ne? Mislim, tako je programiranje, kot je recimo klasično slikanje, vendar žal je tako, ne? Še zmeraj, mislim, trg in ljudje določijo vrednost izdelka. Kaj je po vašem danes bolj pomembno? Kakovost dela ali dobra promocija? Ja, žal v tej poplavi danes in produktov in vsega brez promocije tu ne gre. Jaz bi to dal na prvo mesto, kajti če nihče ne ve, kaj za 4 stenami doma delaš, je kot da ne bi delal. Ne? Koliko pa vam vzame promocija? Mislim, promocija mi kar nekaj vzame. Jaz recimo redno objavljam na Facebooku, torej vsak dan objavim neko novo delo, ki je nastalo tisti dan ali celo, ne vem, dan prej. Malček sem se poskušal zdaj tudi zadnje čase na TikToku, pa na Instagram grem in tako naprej. Torej tam srečujem sicer čisto drugačne tematike, ampak bom vztrajal tudi tam. Kako pomembna so za umetnika, po vašem mnenju, danes družbena omrežja in nasploh prisotnost na spletu? Tako je, ne. Mislim, rekel bi to, da do klasičnih medijev težko prideš. Tudi do časopisov, da ne govorimo o nacionalni televiziji, ker bi lahko tudi bil prisoten. Torej, hvala Bogu, da imamo te medije, ker se lahko tudi predstaviš. Mislim, sicer brez vez, brez poznanstev, brez vsega skupaj, tako da mislim, da uporaba teh medijev je za enega, ki želi na tem področju iti, mislim, naprej, je obvezna. Torej, če se povrnemo nazaj do trga umetnosti. Slovenija je majhen trg. Je to za umetnika omejitev ali lahko tudi prednost? Lahko je prednost, lahko je tudi omejitev, izhajajoč iz definicije, mislim, zelo preproste definicije umetnosti, da je umetniško delo vsaka stvaritev, ki nima praktične uporabne vrednosti, vzpodbuja pa čustva, ne? Smo na enem zelo spolskem področju. Mislim, ne glede ali je dežela velika, ali je dežela majhna, toliko čustev obstaja in toliko privlačnosti do vrstnega kontakta je, ne? Tako da vsak se potem trudi po svojih močeh, ne? Je pa težko, ker ne prodajamo konkretnih izdelkov s tehničnimi karakteristikami, ampak čustva, zgodbo in še marsikaj neoprijemljivega. Vaša dela so prepoznana tudi v tujini, nazadnje kar nekaj razstav ste imeli onkraj naših meja. Kaj tujina prepozna v vašem delu, če se morda doma včasih ne znamo tako dobro ceniti? Mislim, torej, tujina je dosti bolj, mislim, bi rekel, razumela to mojo sporočilno vrednost tega, ne?
ker konce koncev jaz želim po eni strani tudi dokazovati, da zelo taka sterilna programska oprema lahko rodi nekaj, kar je človeku blizu, in to je umetniško delo, ne. Torej, v tujini so dosti bolj dojemljivi do nekih novosti, sploh pa recimo, če si razvil neki pristop, ki ni tako, široko razširjen. Pa čisto na kratko, eno konkretno vprašanje. Ali danes umetnik brez podjetniškega razmišljanja sploh lahko še deluje? Torej, deluje lahko, ampak deluje v svoje zadovoljstvo in v zadovoljstvo njegovih bližnjih in znancev. Zdaj, torej, če želiš pa se promovirati, kar naj bi bila tudi potem posledica tega, da bi tudi svoja dela plasiral na samem trgu, je treba se čisto podjetniško pričeti obnašati, vendar na čisto drugačen način, kot prodajati neke fizične izdelke. Če pogledava iskreno, katere so po vašem največje slabosti podjetniškega pristopa v umetnosti? Ja, torej mislim, da največje pomanjkljivosti so kar verjetno v izobraževalnem sistemu, v smislu trženja in tako naprej, se o umetnosti ne govori veliko, kajti recimo klasično trženje, ki trži različne izdelke pa storitve, lahko damo pod en skupnim imenovalec, ker imamo prijemen, načine, pristope. Pri umetnosti, ker pa prodajamo čustve oziroma vzbujamo čustva, tako od likovne kot glasbene in vseh ostalih, je treba pa neke drugačne pristope, ki jih tudi sam ne poznam še, ampak poskušam te pristope tudi nekako uporabljati. Se vam zdi, da trg umetnosti, se pravi, ko enkrat stopite na ta trg, da umetnika vaše branže recimo preveč usmerja in mu narekuje, kaj mora početi, kaj mora ustvarjati? Ja, torej, če želiš živeti od te umetnosti in tega dela, potem jasno se moraš prilagajati trgu. Mislim, moraš delati recimo to, kar trg želi, in če trg želi rožice, boš pač slikal rožice. Torej, jaz tukaj sem zelo svoboden in lahko ustvarjam stvari, katere mene zadovoljujo najprej, in zelo sem vesel, če potem tudi druge. Tako da to prilagajanje trgu ubija ustvarjanje. A je težko ostajati zvest sam sebi? Ja, če lahko, ni težko. Če pa moraš se boriti za preživetje, potem je pa težje. Kaj bi mladim umetnikom, mladim ustvarjalcem svetovali, tistim, ki jih zanima digitalna umetnost ali preplet tehnologije in ustvarjalnosti, kako naj pričnejo svojim ustvarjanjem? Katere so tiste stvari, na katere naj bojo najbolj pozorni? No, torej, najprej bi rekel to, da digitalni ustvarjalec tega tipa, ki razvija programe in igra še vlogo umetnika, je v eni osebi izredno težko, to doseči. Tukaj mora biti človek, bom rekel, najprej programer in potem postane umetnik. Torej, mladim, ki bi želeli po tej poti iti, bi svetoval, da spoznajo, določene programe, določen software, ki v svetu obstaja, ki mogoče tudi ne zahteva lastnega razvoja toliko, da recimo se seznanijo s tem in v ta software lahko tudi, preko parametrov lahko vlivajo velik del svojih ustvarjalnih idej. Je danes talent brez prepoznavnosti sploh še dovolj? Talent je tista stalnica, ki je. Zdaj, prepoznavnost je nadgradnja temu, in če tega ni, potem, če pri talentu ostanemo, ne bo z tega veliko. Ne? Ja, to je tudi res. No, torej, mladi seveda imajo na trgu tudi razne pripomočke, kot ste sami dejali, ne? Vi ste rekli, se jih ne boste posluževali, vi boste ostajali pri svojih formulah, pri svojih algoritmih. Tako je. Tako. Ja, Bogdan, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že desetletja raziskujejo nove poti, nove algoritme, nove vizualne svetove. Kaj vas po vseh teh letih še žene ustvarjanje? Torej, kot smo že tudi prej rekli, radovednost. Mene stalno recimo privlači to, kaj še lahko programska koda ustvari, kar še nisem videl. Če bi danes začeli znova, če bi se znova vrnili v Mostar, kot smo rekli, na služenje vojaškega roka, leta 75, če sem se prav zapomnil, bi šli še enkrat po isti poti? Zagotovo. Toliko mi je to prineslo užitka, da bi se vrnil na to.
V letošnji sezoni Koraku do uspeha gostimo različne umetnike in raziskujemo njihov pogled na podjetništvo umetnosti. Gostili smo tako plesalce kot dramske igralce, slikarje, najrazličnejše umetnike. Danes imamo vas digitalnega umetnika in v tokratni sezoni predajamo štafeto. Vsak gost naslednjemu zastavi vprašanje. Prejšnji gost, to je bil znana faca z televizije, bi lahko rekli, Gojmir Lešnjak Gojc, ki je postavil njemu precej tipično vprašanje, pa poslušajmo. Kako v Sloveniji doseči, da bi ta na polovico razdeljen narod poenotil vsaj pri najbolj bistvenih vprašanjih in kako se rešiti primitivizma v parlamentu? Torej, gospod Soban, kako bi vi rešili tole razdeljenost? Morda tudi na umetniškem trgu, zakaj pa ne? Torej, bi rekel, da to vprašanje ni samo za Slovenijo, je pa za cel svet pravzaprav. Mislim, da je danes toliko prevladal ta ego, ki pravzaprav nas odtujuje eden do drugega. Jaz bi tukaj predlagal in prosil, da se ljudje poslušamo. Zelo enostavno. Jaz poslušam njega, on posluša mene in tukaj bi delitve počasi splahnele. Torej, ni druge, kot da se poslušamo. Več empatije, manj egoizma morda. Točno tako. Kaj pa bi vi vprašali naslednjega gosta ali gostjo naslednji torek? Ja, torej, jaz bi postavil zelo tako vprašanje, ki tudi mene preganja, ne? Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu? Konkretno vprašanje, ki terja konkreten odgovor. Gospod Soban, morda še za zaključek, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Pripravljate morda kakšno novo razstavo, nov projekt, morda nov algoritem? Torej, algoritmi se rojevajo dokaj pogosto, kajti pravzaprav, mislim, program, ki me ne zadovoljuje več, ga popravljam, dodajam nove funkcije, tako da to stalno delam. Mislim, moja velika želja je, da bi s temi programi, s katerimi sem že, mislim, določene poskuse pa naredil, prešel tudi na področje teh svetlobnih efektov in vsega tega, kar je danes v svetu izredno v porastu in tu imam že, mislim, neke določene rešitve, ki jih bom še naprej peljal. Skratka, ideje so na vidiku, to je vidno. In še prav za konec, kaj bi danes svetovali mlademu Bogdanu Sobanu na začetku njegove poti? Kaj prav drugačnega ne, mogoče, da ne bi bil tako, mislim, neučakan, ne? Naj dvakrat premisli, preden napravi en korak. Odlično. Hvala za obisk, gospod Bogdan Soban. Seveda vse dobro še naprej in obilo algoritmov vam želim. Ja, hvala vam, hvala. Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaja, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, skupaj z direktorjem podjetja Spinten Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič, ki vam voščim prijeten dan. Še naprej uživajte. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.